Živijo, evo, tole hiško sem vam po mojem mnenju že dvakrat pokazal, ampak zdaj pa končno, ta hiška stoji na lokaciji, ful je lep vrt, ful imamo lepo vreme, ful je lep ambient in danes imam priložnost, sem v resnici v Avstriji, v mestu Graz oziroma v okolici in bi vam rad to hiško danes pokazal majčkeno bolj od bližje, ker zdaj je pa že res skoraj končana in še enkrat za tiste, ki še niste bili z mano pri tej hiški, se pravi, imamo prvi del hiške, kjer je noter savna in ima tudi tako lepo panoramsko steklo, ki se ga da zastreti s temi drsnimi senčili. In potem v tem prostoru noter je pa soba za sproščanje, se pravi, noter sta namenjena dva ležalnika, noter je v bistvu prostor, kjer lahko tudi v zimskem času preživljamo prosti čas, noter imamo ogrevanje, pa pojdimo kar noter pogledati. Evo, takole izgleda in sicer, kar je posebnost te hiške, razen celotne zgodbe, celotnega ambienta, če grem k detajlom, se pravi, za strop smo uporabili les trepatlike, aspen kar ni običajno, ampak je to zato, ker je to tudi les, ki se ga uporablja za izdelavo savne. Na stenah je pa rustikalen les, se pravi, to je alpski macesen, ki ga termično obdelamo in ga tudi krtačimo oziroma sekljamo, da izgleda, kot da je iz sekero do sodilce narazen dane, zato da res izpade starinsko pa rustikalno, ampak še vedno zelo moderno. Za ogrevanje smo uporabili infrardeči panel in imamo tudi za ta infrardeči panel tukaj timer, tako da lahko tudi si nastavimo recimo dan, uro, kdaj se prižge, kdaj se ugasne, lahko reguliramo temperaturo. Tukaj naprej imamo pa bodočo tuš kabino, zato ker še ni končana. Danes sem imel priložnost, da pridem, čeprav keramičarja sem, kot kaže, prehitel, keramičar pride naslednji teden, zato da dokonča tudi tuš pa ploščice po tleh. Takole imamo drsna vrata in tukaj je pa savna. Tukaj je pa savna in tako kot je v tistem prostoru tudi tukaj podoben ambient, les trepatlike, staran les, pa v bistvu dovolj prostora, da 3 osebe sedijo ali pa da 2 osebi ležita. Tako da zdaj pa pojdimo pogledati še ven na terasico. Terasa je dosti velika za recimo za 2-3 osebe, da sedijo. In tukaj v tem primeru imamo ful lep pogled po eni strani na vrt zadaj, pa pol vam bom pokazal tudi, kakšen vrt imamo spredaj. In tudi tukaj je v bistvu LED osvetlitev, zato da tudi po noč ali pa v večerih naredimo tak res lušten, prijeten ambient. In vabim vas, zdajle sledi še par takih luštnih posnetkov, kjer bom pokazal ne samo te hiše, ampak tudi celoten vrt, ker je pa zdaj res tudi vrt na 99% končan in vam ne bo žal, če pogledate še tele B-roll posnetke, ker sem jih pa res prav z veseljem naredil, no, ker tudi, ko sem prišel na to lokacijo, ko sem prvič videl hiško, ki dejansko stoji, sem sam rekel, wow, to mi je pa res všeč, no, ker je res veliko narave, tukaj nič ni betona okrog, res je tako, kot mora biti. Tisto, kar si mi želimo delati, da dejansko ljudi približamo naravi. Zaenkrat pa je z moje strani, hvala še enkrat, da ste bili z mano, pa se ponovno vidimo čez 2 tedna, pa ne pozabite zdajle ostati zraven, posnetki sledijo, ki so res hudi. Čau.